En lep dober večer vam želim. Znova sem z vami Lili Sorum. Pričenja se 44. teden. 11. mesec je mojstrski mesec, 44. teden je mojstrski teden. Kaj zdaj to pomeni? Vedno ponavljam, da smo lahko mojstri samo sami sebe. Kar pa pomeni, da včasih morda od sebe preveč zahtevamo. Zato me zdaj zanima, kdaj ste si nazadnje vzeli čas zase. In vas pozivam, da si ga vzamete zdajle, da si pripravite, ne vem, čajček, kavico, kakao, karkoli tisto, v čemer vi uživate, si morda prižgete svečko. Predvsem pa zdajle zadihajte, sprostite se, dajte ven iz sebe vso napetost dneva. Dihnite in jo odpihnite. Naj gre v svetlobo. Nekaj, kar morda velikokrat pozabimo namreč, je, ko spuščamo negativno energijo, ko pošiljamo nazaj negativno energijo, ko se trudimo osvoboditi skrbi, jih pozabimo poslati v svetlobo in potem te stvari kar malo krožijo okrog. Se pravi, vsi tisti, ki radi energijsko delate na sebi, ki imate radi dihalne vaje, energijske vaje, vsi tisti bi samo nežno spomnila, da tudi ko dajemo materi zemlji, ko dajemo vodi, ko čistimo z naravnimi elementi, takšnimi in drugačnimi, tudi s kristali, da je vedno potrebno zraven uporabiti stavek za najvišje božansko dobro ali najvišje dobro in naj gre v svetlobo. Ker lahko uporabimo kjerkoli, kadarkoli, tudi ko vnesemo smeti pravzaprav. Veliko je različnih pristopov, bom rekla, veliko je različnih teorij, različnih prepričanj in prav je tako, kajti tudi nas je veliko različnih. Tako kot vidite zdaj za mano, koliko barv se prepleta, koliko nekih odtenkov različnih življenja je. 100 ljudi 100 čudi, tudi mi rečemo, torej. Vsak izmed nas ima svojo pot, vsak izmed nas ima drugačne lekcije, svoje izzive, svojo preteklost in vsak izmed nas je drugačen. Nekoga se smrt zelo dotakne, nekoga ne, nekoga iztira vrže že rdeča luč na semaforju. Upoštevajmo različnost in drugačnost drugih, predvsem pa prepoznavajmo sebe in kaj je tisto, kar nam pomaga. In pravzaprav to je mojstrstvo sebe. Da veste, kaj je tisto, kar vas spravi ob živce. Da si znate v tistem trenutku, ko vam poči film in je vse rdeče in ste togotni in ste jezni in je vse narobe in točno veste, da imate cel dan pokvarjen, si pomagati ustaviti ta val. Naval energije. Kadarkoli govorimo o mojstrskih energijah, so pa vali energije močni. Velikokrat nas morda kakšna situacija zelo pretrese, zelo prizadane. Ko govorimo o soulmatih, vedno znova poudarjamo, da to ni nujno tako filmsko lepo, kot nam to želi Hollywood predstaviti, ne? Ampak da velikokrat ti soulmati se nas dotaknejo v neke globine na boleč način. Ampak če stopimo korak nazaj, pa zdaj pogledamo celoto našega življenja, kako smo se spremenili zaradi določenih bolečih izkušenj, izgub, razočaran. Ne samo na ljubezenskem področju, tudi kje druge. Kako zelo smo zrasli preko teh izkušenj. Potem razumemo, da mojstrska energija ni vedno lepa, ni vedno prijazna, ni vedno kot medo, da to ne pomeni, da bomo se pa zdaj usedli na kavč in se zavili odejo, odprli čokolado in se imeli fajn. Ampak nas bodo morda ravno te izkušnje spomnile, da ste vi tisti, ki planirate svoj dan in da včasih je prav, da splanirate tudi kakšno vročo čokolado, kozarček vina, toplo domačo juho in pol urce na kavču. In jaz si želim, da mogoče te pol urce na kavču bo kdaj vsebovala tudi moja oddaja ob ponedeljkih zvečer, ker ponedeljek ponavadi ne maramo, ker je začetek tedna, zato ponavadi tudi naredimo pregled tedna, predvsem pa se dajmo spomniti, da ste vi posebni v vse svoje drugačnosti in da te barvice, ki vas sestavljajo, so vam unikatne, so seveda drugačne od drugih, da vas morda zato drugi ne razumejo, da pa je vedno najbolj pomembno, da vi sami sebe razumete, vi sami sebe sprejemate in da nikoli ne dopuščate, da barve drugih ljudi ustvarjajo paleto vašega življenja. Torej 44. teden bo na nek način ravno zato pred vas postavil ravno te izzive. Tuje barve. Drugačne barve. Barve, ki vam niso všeč. Kaj zdaj to pomeni, da ne bo preveč simbolike, boste rekli? To pomeni, da vas bi lahko v službi nekdo zelo pojezil. V trgovini, v vrsti za kruh, pred blagajno, na avtobusni postaji, kjerkoli.
Kjerkoli je velika verjetnost, da se bodo pojavili dražljaji, ki vas bodo spravili ven iz vašega običajnega ravnanja, odzivanja, miru. Torej, kaj pa zdaj? Kaj je tisto, kar vas pomiri? Kaj je tisto, kar vam pomaga biti bolj zrela oseba? Kaj je tisto, kar pravzaprav vrne mir nazaj v vas? Vsi imamo triggerje, ki nas spravijo ob živce, in vsi imamo triggerje, ki nas pomirijo. Torej pomeni, da vas morajo dati v anestezijo ali da vas mora nekdo s kolom po glavi. To enostavno pomeni, da se naučite sami sebe umirjati. In 44. teden nam bo torej postregel točno s takimi izzivi. Kje in kdaj se ne počutite varni? Kje in kaj v vašem življenju ni več zdravo? Kaj več ne vodi nekam, kjer vas čaka še nekaj lepega? Torej, v odnosih se vprašajte, kakšne osebe so del vaših odnosov, vaših najbolj bližnjih odnosov. Ali je vaš odnos, ki ga gojite do sebe, zdrav? Ali ste do sebe prezahtevni? Si date dovolj časa za učenje? Si date dovolj časa za počitek? Kakšen je vaš počitek? Kaj pravzaprav zajema vaš počitek? Kajti to ni samo zvečer, ko greste spat po kakšnem prav napetem, izrazito nasilnem filmu, zaradi katerega imate potem nemirne sanje, čeprav se jih zjutraj ne spomnite. Kakšno hrano zauživate v drugi polovici dneva in tako naprej in tako naprej. In verjamem, da tole morda zveni suhoparno, pa da to niso stvari, s katerimi se ubadamo vsak dan, ampak energije, ki nas obdajajo, so dinamične. In če smo mi nahajpani, ker smo cel dan nekam dirkali in smo popili preveč kave, mogoče tudi kakšno kapljico alkohola preveč, sploh decembra, bo po vsej verjetnosti tako, potem težko pričakujemo, da se bomo takole umirili. Življenje pa nas bo na nek način provociralo. Torej, 44. teden bo prinesel po eni strani možnost umirjanja. Po eni strani nas bo življenje pozivalo, da se povežimo znova z naravo, z našim planetom Matere Zemlje. S čimer povezujemo ravno z Zemljo. Vse, kar ima povezavo z elementom Zemlje. Torej, pejte v naravo, igrajte se s kamni, usedite se na kamen. Prisluhnite kamnu. To ne pomeni samo kristali. Sol je čudovit način, kako se lahko vi sami sebe mogoče naredite peeling s soljo, si privoščite kopel s soljo, pustite sol v prostoru, da se prevzame energije negativno in jo potem odnesite ven. Veliko je različnih načinov, tako kot je veliko tudi nas različnih. Torej, verjamem, da boste našli tistega, ki je za vas pravilen in najboljši. V 44. tednu pa nas tudi obdajajo energije manifestiranja, reorganizacije, novih ciljev, drugačnih ciljev. Vse bolj ponavljam, kako zelo pomembno bo leto 2022, tudi danes ne bo šlo brez tega, torej stopamo v leto, ko bomo resnično oblikovali svoje življenje do konca življenja, v 44. tednu pa bomo postavljali določene gradnike. Torej, kaj ni škoda, da dopustite vsakodnevnemu vrvežu, da vas spravi ob živce? Kaj ni bolje, da v tem času se usedete, se udobno namestite in vsaj sanjarite o tem, česar si želite, kajti to je prvi korak. Ideja, zamisel, sanje. Torej, če znova vdihnemo, morda zdaj že imate čajček pri sebi, in enostavno odplujemo v svoje sanje. Tako kot ste bili otročki in ste z navdušenjem razlagali svojim staršem, kaj vse vi boste, kaj vse vi bi, kaj vse vi resnično potrebujete, ker ste videli na reklami na televiziji in zdaj ne morete živeti brez tega in to je tako grozno in vsi drugi imajo vrtce, to že vi pa že ne. Ne iti v energijo pomanjkanja, ampak pojdite v energijo radosti, ker otroček si tako zelo v živo predstavlja, kako se bo igral z avtomobilčki, pa kako se bo igral z barbikami, pa kako bo barbiki zdaj naredil take kitke, pa drugič dal drugačno kiklico in tako naprej. To otroško izvirnost vključite nazaj v svoje vsakodnevno življenje. Tisto izvirnost, ki včasih vzame, ne vem, jaz, ko sem se z barbikami igrala, sem mami pobrala vse knofe, ki so bili podobni posodam in to je bila potem skleda za solato. Kaj v svojem življenju lahko uporabite, kar ima sicer zelo drugačen namen, za nekaj, kar bo vam popestrilo življenje. Kje pa morda resnično potrebujete dati noge na tla? Kje se rabite vi? Nehati ukvarjati z vsemi ostalimi zadevami, ampak resnično svojo energijo osredotočiti. Torej, katere načrte ste opustili, pa jih je zdaj mogoče končno res čas tu, da jih znova obudite. Katere svoje sanje ste pozabili? Katere svoje
Ne bom rekla samo sanje, ampak potrebe ste zanemarili. Vse to bo prihajalo v ospredje v 44. tednu. Življenje bo malo bolj počasno, zato tudi jaz zdaj govorim malo bolj počasi kot sicer. Sama energija pa bi se znala premakniti po vaši odločitvi zelo hitro. Torej, ko se mi odločimo, da bomo kavo, gremo in jo skuhamo. In to, da skuhamo kavo, običajno ne zahteva nekaj urne kuhe. In ne stojimo zraven štedilnika in čakamo, kdaj bo že. Torej, izkoristite energijo 44. tedna za vse tiste stvari, kjer pa potrebujete premik hitro in zdaj. Torej, kaj je tisto, kjer potrebujete premik naprej? Mesec november nam prinaša točno tako energijo. Brco v zadnjo plat. Torej, po eni strani, kjer vedno govorimo o dveh plateh zgodbe, se učimo umirjati, prepoznavati sebe, biti svoj mojster, biti v svojem lastnem miru, s svojimi mislimi. Vse to, kar sem povedala za november, lahko si pogledate to tudi na YouTubeu, če mogoče te vdaje niste ujeli. In po drugi strani, kje potrebujemo tisti korak naprej? Torej, ker če bi na kratko to povzeli je, umirite se, odločite se in potem naredite en korak naprej. Ne biti kot zjutraj otroček, ki ne ve, ali bi najprej nase nadel hlače, ali bi si šel najprej zobe umiti, oziroma zdaj se hoče iti igrat, vmes je pozabil, da mora še zajtrk pojesti in tako naprej. Energije bodo hitre. Velikokrat bomo letali okoli kot kokoš brez glave. Tudi to se zgodi, tudi to ima svoj namen. Predvsem pa se učimo sebe zemljiti, sebe osredotočiti in od sebe zahtevati bolj zrele odzive, bolj odrasle odzive, če tudi nam v dani situaciji to ne bo všeč. Torej, majhen užaljen otrok smo lahko v svoji notranjosti, v svoji zunanjosti, pa se potrudimo biti odrasli in zreli in predvsem umirjeni. Zdaj pa naredimo še pregled od 1 do 9 za vse vas, ki zdaj spremljate. Seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre, to je število življenjske poti, ki nam razkriva, kaj je tisto, kar nam bo življenje slej kot prej prineslo, kaj je tisto, v čemer smo dobri, v čemer smo talentirani. In v letošnjem letu verjamem, da smo marsikaj, kar nam sicer ni podobno, uspeli opaziti in odkriti. Zelo, zelo intenzivno obdobje zaključujemo. V naslednjem letu bodo pa vsi ti vaši darovi dobili popolnoma nov smisel in izgled, kar pa se bo pričelo pravzaprav že ta teden, ker govorimo o mojstrski energiji. Torej, vsi, ki imate seštevek 1, drage moje enkice, ne biti prehitri v svojem izbiranju in v svojem odločanju, kajti kar se je zelo, zelo možno, kar se je zgodilo v zadnjih letih je, da ste morda ta svoj nivo, kaj se lahko dosežete, krepko znižali pod svoje sposobnosti. Torej, če bi vas zdaj vprašala, kaj menite, da je največ, kar lahko na določenem področju v svojem življenju dosežete? Kakšen bi bil vaš odgovor? Dajte si ta odgovor po oddaji zapisati in ga dajte potem dvigniti. To velja sicer za vse nas, ampak za vas, drage enkice, še posebej. Tili turbulentni časi so definitivno pustili svoj pečat in jaz verjamem, da mogoče ne, da ste zaspali, ampak da enostavno ste se ujeli v ta ritem dinamične energije, ki se vrti v nekem začaranem krogu. Torej, dvigniti svoje cilje. Drage dvojkice, tisti, ki imate seštevek rojstnega datuma 2, za vas pa pomeni tale teden preizkušnja vaših meja. Dokam pustite okolici, da na vas vpliva? Dokam pustite okolici, da vas morda znervira? Dokam pustite okolici, da vpliva na vaše mnenje, na vaše odločitve? In potem me zanima še korak naprej. Dokam pa greste vi v odnosu z drugimi? Kaj si upate povedati? A ste si prejšnji teden upali izraziti svoje mnenje? Zakorakali smo v mesec november, prinašal vam bo izzive ravno tega. Izražanje mnenja, kadar se sogovornikom ne strinjate. V 44. tednu bo to predvsem po vsej verjetnosti na področju ali zdravja, ali doma, ali dela. Torej, tistih pomembnih gradnikov v našem življenju. Kam in kako vi postavljate sebe, ko govorimo o odnosu z okolico? In, drage moje trojke, izvrsten teden za to, da vaša domišljija zacveti, da se vi odprete, da si vi dovolite biti malo prismuknjeni, če je treba, malo navihani, bolj razigrani. Potrudite se znova najti radost tam, kjer ste jo morda pozabili. Potrudite se znova biti vi srečni,
Vi odprti, ne glede na to, če se boste morda v okolici zdeli malo nenavadni. Ker če smo se iskreni, no pa se jim verjetno velikokrat. Torej, odlikuje vas ravno ta domišljija, ravno ta izvirnost, ta domiselnost, dovolite si jo izraziti. In potem prizemljiti. Naj ne ostane samo pri idejah, naj ne ostane samo pri zamislih, naj ne ostane samo pri tem, da si nečesa želite. In tako kot znate lepo presenetiti druge, tako zelo jih znate pocrtlati, dajte v tem tednu pocrtlati tudi sebe na način, ki bo vas osrečil. In drage moje štirke, 44. teden, vi imate število življenjske poti 4, življenje vam želi pomagati ne biti le uspešni, ampak varni. Vam ta občutek varnosti, zanesljivosti, stabilnosti veliko pomeni. Zadnji 2 leti sta bili vse prej kot to. Jaz verjamem, da zadnji 2 leti, morda 2020 malo manj, ampak da ste bili zadnji 2 leti vseeno preturbulentni za vas. Da so neki tisti osnovni gradniki občutka varnosti vsaj načeti, če ne porušeni. V 44. tednu tega leta vam bo življenje ponudilo neko ogledalo, v katerem boste videli, kako zelo vseeno ste pa ostali trdni. Ne glede na to, da vam morda po domače povedalo ni pasalo, kar se je dogajalo, ste se morda tudi stisko odzivali na to, ali ste celo prišli do trenutka, ko ste postali otopeli, ko vam je ratalo vseeno, ko je bil vaš obrambni mehanizem, to da dol mi visi. Torej, v 44. tednu bo življenje potrkalo na vaša vrata in rekla, štirka moja, kaj bova zdaj mi dve skupaj naredili? 44 je energija gradnje, je energija stare, dobre, zdrave pameti, jaz pravim, ki jo vi imate, zato jo v tem tednu uporabite za nove projekte, nove cilje in drugačne navade. Kajti od 44. tedna naprej bodo te navade postajale malo bolj stalne in stabilne in bom rekla, bodo obstale za razliko od te energije, ki nas je do sedaj obdajala, ki je bila veliko bolj nestabilna, se pravi, stvari smo se lotevali, pa jih potem nismo speljali ali pa so izvodenile. In število življenjske poti 5. Tudi za vas podobna energija kot za štirke, se pravi, kaj so zdaj vaši temelji, kje in kako vas je prešejkalo, kje in kako vas je morda tako zelo predramilo, da ste ugotovili, da zdaj imate pa te dinamike počasi dovolj. Da se super, fajn, podpiramo spontanost, pa strast, pa vse to, ampak zdaj bi pa počas malo počitka. Pravi, izluščite tisti del življenja, kjer bi si želeli več miru, več umirjenosti in temu delu življenja v 44. tednu posvetite več pozornosti, kajti tukaj boste uspešni. V tem tednu, če boste all over the place, se pravi, če boste preveč prisotni vse povsod, je velika verjetnost, da boste stvari naredili na pol, ne samo, da bodo zvodenele, po vsej verjetnosti bodo tudi propadle na nek način. Torej, raje si izberite 1, 2, 3 stvari in se temu posvetite, naj bodo pa to zadeve, ki naj bodo trajne. Se pravi, ali govorimo o nekem prav posebnem odnosu, ali načinu prehranjevanja, načinu življenja, načinu razmišljanja, ne nazadnje. Kako vi dojemate življenje, kako dojemate sebe, kje bi vi izpostavili sebe kot mojstra? Kaj je tisto, kar je vaše mojstrstvo bilo tekom celega življenja, ne glede na to, da ste se vi morda zelo spremenili v zadnjem času? Torej, kaj je tista rdeča nit vašega življenja, kaj je tisto, kjer pa si želite več stabilnosti, več zanesljivosti, več ukoreninjenosti. To izluščite in s tem se ukvarjate v tem tednu. Število življenjske poti 6. Stabilna energija nas obdaja. Torej energija, ki nas bo nekako povabila nazaj v naš lastni mir. Čustvena intenziteta običajno ne prinaša pretiranega občutka miru. Torej bom za vas podobno rekla kot za petke. Izluščite tiste odnose in pa tiste situacije, kjer vi niste do sebe ljubeči, kjer se vi ne počutite varni. Izluščite iz življenja ven tisto, kjer potrebujete več zdrave energije, več ne zdrave pameti, ampak umirjenosti, prizemljenosti, kje morda ste na trenutke preveč romantični, ki morda vseeno na trenutke preveč verjamete prizorom iz hollywoodskih filmov, ko je vse samo lepo. V nobenem odnosu ne more biti samo lepo, vsaj to vemo. Ampak včasih kar upamo in potem tudi v situacijah, v odnosih, v nekih zadevah, kjer resnično ni več veliko lepega, si to malo sami pričaramo. Torej v tem tednu si dajte naliti čistega vina, kot temu rečemo, in prepoznajte, kje pa morda stvari vseeno niso tako zelo rožnate, kot bi si vi želeli, in tu dodajte nekaj zdravilne energije
In po vsej verjetnosti bo treba komu reči ne. Po vsej verjetnosti bi se bilo zdravo odmakniti od določenih odnosov, ampak dolgoročno gledano so te izbire za vas dobre. Število življenjske poti 7. Za vas bo tale energija zelo dobrodošla. 44 je energija, ki je vam prijetna. 44 je energija nekoga, ki ve, kaj hoče, zakaj hoče, kako bo to dosegel in potem se tega tudi loti. Torej, če nadaljujemo vašo energijo meseca novembra, kaj ste se odločili na začetku meseca, da boste tale mesec dosegli? Kaj je tisto, kar ste se v otroštvu odločili, da boste dosegli v tem življenju? Kaj je tisto, kar vas izpolnjuje? Kaj je tisto, kar vam prinaša kvaliteto življenja? Kaj ti niste nekdo, ki vam je najbolj pomembno to, da se stvari bleščijo. Vi niste oseba, ki bi zaradi bleščečih platnic in celofana in mašnic in neke dodatne opreme spregledali, da je notranjost prazna. Vi ste ravno obratno, nekdo, ki bo toliko časa analiziral in gledal in mogoče zato ste celo deležni komentarjev, da ste preveč dlakocepski, da ste preveč picajzlasti, ampak vi iščete bistvo. Torej, kaj je tisto bistvo, ki ga morda pogrešate v svojem življenju? Kajti v tem času ga boste občutno lažje oblikovali in zgradili dolgoročno. Torej, kaj je tisto v vaši notranjosti, kar pogrešate? Na to si odgovorite in temu se potem posvetite. Število življenjske poti 8. Torej, osvetlite tudi za vas je 44. teden fantastičen, seštevek je vendarle 8. Torej, podobno kot enke, postaviti cilje više. Postaviti svojo lastno vrednost više. Jaz ne maram izraza lastna vrednost, kajti v našem umu gre lahko vrednost tudi v minus, tako kot gre tudi stanje na našem bančnem računu lahko v minus. Prevedimo to v našo lastno dragocenost. Se pravi, tudi če imate morda v sebi močne vzorce pomanjkanja, močne vzorce lastne nevrednosti, torej da sebe ocenjujete kot nekoga, ki si ne zasluži dobrega, v tem primeru bo vaš izraz lastno dragocenost zelo težko prevedel v negativo. Torej, 44. teden za vas je fantastičen, da vam pomaga iti naprej tam, kjer vi sebe premalo vrednotite, kjer vi sebe premalo spoštujete, kjer vi date preprosto na sebe premalo. To seveda vsi počnemo, ampak v tem času je za vas posebej pomembno, da izluščite ven, kje pa vi sami sebe sabotirate, kje pa vi sami sebe po nogah tepete, namesto da bi šli naprej. Premika naprej v tem tednu sicer še ne bo, naj bi se pa energija dvignila. Torej, postavite sebe v ospredje na zdrav način. In še število življenjske poti 9. Na nek način vam tale teden prinaša streznitev. To ni nujno nič slabega. Ne tega zdaj slišati, kot da se bo zgodilo nekaj negativnega. Včasih nas nekaj prešine, včasih nekaj dojamemo, začnemo drugače razumevati, začnemo drugače tudi doživljati. Torej, v tem tednu bi se lahko nekaj postavilo na svoje mesto samo od sebe, pa boste to samo opazili, pa bo se reklo, poglej. Ali pa boste ugotovili, da pač nekaj boste vi drugače pozicionirali v svojem življenju, kar lahko pomeni, da določene osebe več ne bodo imele iste veljave ali pa si jo bodo pridobile in boste nekako povišali. Lahko to pomeni tudi, da boste opazili, da se na nekoga več ne spomnite, da vam neke stvari več ne pomenijo veliko, ampak boste končno konstruktivni. Prvi korak običajno je, da gledamo, česa si ne želimo. Tudi ko pridemo v restavracijo in odpremo meni, ponavadi, to ne bom, tukaj zdaj pa ne vem, zdaj pa sem ugotovil, da mi paše riž, kakšne rižote imamo. V tej točki življenja ste. Česa si ne želite, ste izluščili, v 44. tednu pa zdaj izluščite, kaj pa je tisto, čemur boste vi dali žegen. To je bil pregled od 1 do 9. 44. teden pa nam bo vsem ponudil malo tega, kar sem za vse nas povedala. Se pravi, kaj je tisto, kar nas več ne osrečuje? Kaj je tisto, kar ne vodi več po zdravi poti naprej? In verjamem, da marsikdo reče, ampak jaz tako čutim. Pa dajmo primerjavo z nezdravo hrano. Če imamo zdaj na eni strani špinačo, pa korenje, pa zelje, pa same zdrave stvari, na drugi strani pa McDonald's, pa čokolado, pa čips. Vsa ta nezdrava hrana ima v sebi substance, ki povzročajo odvisnost. Seveda naše telo čuti. Mislim, jaz, ko vidim čips, priznam, jaz vedno čutim, kako zelo bi bilo fajn pohrustati. Mi takrat čutimo potrebo po temu, tako kot vsak odvisnik. To ni nujno naša intuicija.
To ni nujno naš recept do sreče. No, sigurno potem, ko jemo to, ne vem, jaz se vedno počutim zelo dobro, ko jem čips ali pa čokolado, ampak to ne pomeni, da če bi jedli samo čips in čokolado in McDonald's in nezdravo hrano, da bomo prišli nekam, kar je za nas zdravo. Včasih je ljubezen do sebe to, da si postavimo zdravo mejo in da postavimo neke zdrave mere. Se pravi, čips sem pa tja, čokolada občasno in tako naprej. In v odnosih je isto. V naši bližini so zagotovo tudi toksične osebe, tudi čustveni vampiri, tudi manipulatorji. V naši bližini so tudi osebe, ki so morda izrazito negativno nastrojene, ki več ne verjamejo, nažalost, v to, da bo življenje še kdaj boljše. V zdravih količinah se bomo mi še nekako postavili pozitivno nazaj in morda ne bomo dovolili, da njihova slaba volja vpliva na nas. Če pa smo prevečkrat izpostavljeni tej toksični energiji, pa se to potem prične prilivati na nas. Če bi se vsak dan polivali s kislino, ne bi mogli pričakovati, da bomo mi zdravi, da se bo naša rana pozdravila. Ampak bo ta kislina prodirala vse globje, vse globje, vse globje. Torej v 44. tednu, kjer štirka simbolizira ravno tudi zdravje, bodite pozorni na to, na katere kisline, da tako rečem, ste tako zelo navajeni, da ko se dnevno zlivajo na vas, vas tudi to, ko zapeče, več ne zmoti. Spravi, katere navade, kateri odnosi, kateri ljudje, katera okolica, kaj je tisto, kar vemo, da ni zdravo, kot da nima čips in čokolade in tako naprej, pa vseeno ohranjamo v svojem življenju, ker smo se na to navadili. Je že res, da je boljše imeti vrabca v roki kot goloba na strehi, ampak a veste, koliko perutnine je še na tem svetu, a ne? Koliko papagajčkov, pa orlov, pa sokolov, pa kokošk, pa petelinov in tako naprej. Tako spregledamo, če smo usmerjeni preveč ozko in gledamo samo eno ali drugo izbiro. In kar se je zgodilo v zadnjih 2 letih je to, da vidimo preprosto eno ali 2 poti, ki sta si zelo, zelo nasprotujoči. Vmes je pa verjetno veliko stezic, ki so manj prehojene. Torej, če se zdaj iz te simbolike vrnemo. Kako lahko bolj zdravo izbirate v svojem življenju? Pa naj gre za prehrano, za šport, za delovno okolje, za oddaje, ki jih spremljate, za nadaljevanke, ki jih gledate, za vir novic, katerim zaupate. Osebe v vašem življenju, kako se z njimi pogovarjate, kaj jim dopuščate, kje so vaše meje, kakšen je način komunikacije, kakšen je način komunikacije vas z vami, kdaj greste spat, kdaj vstanete, kakšna je vaša jutranja rutina, kako pričenjate dan. Ga pričenjate tako, da laufate skozi vrata, ker zamujate, ali si zjutraj vzamete čas zase, ali zatrkujete in tako naprej. Ogromno je stvari tekom dneva, ki nas lahko podpirajo in ogromno je stvari, ki nas seveda zavirajo. Torej, če zjutraj vstanemo in zdirkamo skozi vrata s kavo v rokah ali pa si jo na hitro kupimo kar po poti, sigurno dan ne začnemo tako zelo kvalitetno kot nekdo, ki zjutraj vstane, naredi dihalne vaje, naredi nekaj vaj, se raztegne, počne jogo, zatrkuje in tako naprej. In jaz verjamem, da to, ker smo vpeti v določeno navado, težko vidimo razliko, kako bi bilo, če ne bi bilo. Podobno v toksičnih odnosih. Prepričamo se, da nam v bistvu ni kaj grozen, hudega, lahko bi bilo še ful slabše. Ampak, dragi moji, lahko bi bilo tudi ful boljše. Torej, ob koncu daje vas bom vprašala, kaj lahko izluščite svojega življenja slabega, tako kot pepelka, in čemu lahko, namesto da se pritožujete nad vsem tem slabim, date pozornost in oblikujete boljše. Seveda nam ne bo na vseh področjih takoj uspelo, seveda nam ne bo uspelo tudi ne prestrukturirati vseh odnosov, ampak če recimo si zadamo, da bomo 30% svojega življenja, ali pa dajmo reči 44, ko je ravno 44. teden, spremenili na način, da bo za nas bolj zdrav. Čeprav morda, ko jaz rečem zdrav, mi vidimo špinačo, pa žajbelj, pa take stvari, ki nam niso okusne. Kako lahko svoje temelje življenja nekako postavimo na bolj zdrave gradnike, kako lahko izbiramo bolj zrelo, zdravo odraslo za sebe. To je vendarle rdeča nit meseca novembra, v 44. tednu pa bo življenje nas želelo nekako pretresti in spomniti, ja, človek je bitje navade, je pa tudi bitje narave. Pejmo nazaj v naravo in poglejmo, kako to dela narava, ker narava ima najbolj prav.
Mi si lahko mislimo, kako zelo smo pametni, zato ker imamo takšno in drugačno tehnologijo in smo vendarle civilizirani in tako naprej, ampak močnejši od narave prav gotovo nismo. Pa pametnejši verjetno tudi ne. Torej, dragi moji, naj bo ta teden en tak lep opomnik, da mir nosimo v sebi, naj vas spodbudi pri tem, da ste čim bolj umirjeni tudi vi sami, poiščite tisto, kar je odslužilo v vašem življenju, izluščite to stran, ta beseda mi je očitno zelo simpatična danes, in se posvetite enostavno sebi. Če želite malo več pomoči, če želite prebrati tudi več o osebnostni in duhovni rasti, seveda kot vedno vabljeni tudi na mojo spletno stran www.lili-sorum.com. Predvsem vam želim tistih odločitev, ki so za vas dolgoročno dobre, ljubeče in vam bodo prinesli veliko sreče. Pa širimo se. Čau, čau!